Živjo, eno vprašanje za vas. A ste vedeli, da 70% ljudi za časa svojega življenja ima bolečine v hrbtenici? In zakaj je temu tako? Zdaj, ko se mi rodimo, imamo hrbtenico v obliki črke C. Ko dojenček začne dvigati glavo, se izoblikuje prva krivina, to je vratna krivina in se imenuje lordoza. V prsnem delu imamo kifoza, ko pa otrok shodi, se izoblikuje zadnja krivina, to je pa ledvena lordoza. In imamo hrbtenico v obliki črke S. Zdaj, večinoma v službah sedimo, imamo prisilne drže in če sedimo v nepravilnem položaju, če imamo neergonomsko računalnik naštiman, izgubimo ledveno lordozo in se lordoza izoblikuje v kifozo in tudi vratna krivina se zopet izniči. Zdaj vam bom pa razložil tudi čisto v grobem samo anatomijo hrbtenice, kako jo jaz razložim svojim pacientom. Predstavljajte si, da imate v vaši hrbtenici opeke, to so vretenca, vmes so pa vodni balončki. To so pa medvretenčne ploščice. Se pravi, če zdaj narišem te opeke, tako te eni kvadratki, vmes so vodni balončki, noter je tekočina. Se pravi, vaše medvretenčne ploščice imajo noter tekočino. In ta tekočina se z leti zgosti, ploščica degenerira in lahko se pač te dve opeki skupaj stisneta. Če zdaj si predstavljate, kaj se zgodi, če dve opeki skupaj stisnete, vodni balonček bo pogledal malo ven. Se bo izbočil. Kaj je problem tega? Zaradi tega, ker tukaj zadaj imate pa živce, vašo hrbtenjačo, ki potekajo takole dol in vam lahko ta ploščica pritisne na živce. Temu se reče protruzija, to še ni hernija. Ko pa vodni balonček poči, ko opeka tako stisne vodni balonček, da tekočina ven steče, takole dol, v kanal naprimer, takrat je pa to hernija. In takrat imate pa lahko velike težave. Zdaj, vedno gledamo vašo ledveno hrbtenico v dveh projekcijah, še posebej, če delate magnetno resonanco. Eno je presek od strani, eno je pa presek od zgoraj. Se pravi, da gledamo iz ptičje perspektive. Če zdaj narišem spet vretence od zgoraj in tukaj je en tak, v bistvu kot Y-ček, tudi del vretenca, samo da je ta presek rezan na tistem mestu, kjer grejo živci ven v noge ali pa v roke. Tukaj na sredini je hrbtenjača, so živci, to je ta del, je tole, in tukaj gre živec v desno, pa v levo nogo. In zdaj, če imate vi hernijo, da ploščica se ven izboči, se ponovadi vedno izboči v desno ali levo stran, najpogosteje. Se pravi, če to od zgoraj gledamo, se bo ta vodni balonček izbočil takole v desno stran. In vam takole lahko stisne živec. Če vam to stisne živec, je to tako imenovani išias ali pa femoralgija, odvisno, kjer živec je prizadet. Femoralgija po sprednjem delu stegna, išias je po zadnjem delu. In to vam lahko tako stisne živec, da imate hude bolečine, ne morete hoditi. Včasih je potrebna tudi operacija. V večini primerov operacija ni potrebna. Nekaj 80% hernij se ne operira. Tako da paziti na vašo hrbtenico, delati vaje, ne prebremenjevati, nepravilno dvigovati stvari. Pač same obrabe hrbtenice se pa ne mogli izogniti, odvisno je tudi od genetike. In tudi pač treba je vzeti zakup, da hodimo po dveh nogah in tudi zaradi tega pride do obrabe predvsem spodnjega dela ledvene hrbtenice.